Želim si, da bi sedel na dolgem sestanku. Želim si, da bi sestavljal garderobno omaro. Želim si, da bi bil pri zobozdravniku. Če verjameš. Izjemne cene Fordovih SUV vozil iz zaloge. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 23.000 bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 2 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 18 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci, v še eni oddaji Vita življenje je lepo. Pomlad se je skoraj da že dokončno prebudila in upam, da tudi vam jutra in večere krajša prijetno žvrgolenje ptic. Preselili se bomo najprej v prijetno naravno okolje s Sandro Habjanič, ki nam bo pojasnila, kako lahko filozofijo Feng Shuja vpeljete v svoje domače dvorišče, domače okolje, v svoj vrt in to upoštevate tudi pri zasaditvah. Potem bomo pogledali, kaj vse počnejo v Centru za krepitev zdravja, ki deluje v okviru zdravstvenega doma Murska Sobota. Nazadnje pa se bomo preselili v pomurske lekarne, kjer nam bo Polonca Fijala Novak pojasnila, kako premikanje urinih kazalcev vpliva na naše počutje. Dobrodošli v naši družbi. Sandra Habjanič, lepo pozdravljeni v novi sezoni oddaje Vita življenje je lepo. Lepo pozdravljeni tudi vi in lep dober dan vsem gledalcem in gledalkam. V pretekli sezoni sva govorili o opremljanju po Feng Shuju v notranjih prostorih in že takrat nekako napovedali, da se bomo pa spomladi preselili na vrt, kjer pravzaprav lahko tudi veliko pozornosti posvetimo temu, kako zasaditi rastline po Feng Shuju, da se boljše počutimo v njihovi bližini. Ja, res je, 5 mesecev je minilo, ko sva v notranjosti stavbe razlagali in govorili o energijah, o toku energije, torej oči, kako se premika, kje se giblje, na kakšen način in kako zelo pomembna je z tem svojim prehajanjem skozi stene, okna, vrata, kaj tiči, torej ta energija je tista, kot smo že takrat povedali pred 5 meseci, ki dejansko polni ne samo prostore, našo okolico, ampak tudi nas same. Mi imamo torej teh 7 energetskih centrov, to so čakre, iz katerih peljejo meridijani, te 14 jih je. In tudi tu ne gre za nič drugega kot za tok energije, ki se torej steka in teče po nas, iz nas in okoli nas. In isto je seveda tudi z rastlinami. Se pravi, da je filozofija Feng Shuja pravzaprav tudi zunaj ostaja enaka? Tako. Popolnoma isto. Tako kot je znotraj v nekem prostoru, lahko vse to znanje, informacije prenesemo tudi navzven. In če smo takrat jeseni razlagali o pomembnosti 5 elementov, ki jih Feng Shui uporablja in razlaga, če malo ponovimo, torej element vode, lesa, ognja, zemlje in pa kovine. Ti isti elementi nastopajo tudi v naravi, v okolici in kot sem rekla tudi v nas samih, v ljudeh. Poleg tega
Pa se mi zdi smiselno, da bi danes, ko smo zunaj v naravi, v tej lepi, cvetoči, bujni pomladi, ki kliče po tem, da nekaj brkljamo, delamo, urejamo, torej se mi zdi zelo pomembno, da izkoristim to priliko, ko smo zunaj, da bi se pa dotaknila še ene zelo praktične informacije, znanja, ki bi ga lahko ljudje, torej gledalci, gledalke, uporabili v svojem vsakdanjem življenju. To pa je postavitev, bodisi da je to cvetlični lonček, bodisi da je to miza za piknik, bodisi da je to stavba v prostoru. Torej o tej postavitvi v nek prostor bi rada govorila, kako zelo pomembno je, kam neko stvar postavimo. Predmete, bodisi da je to, kot sem rekla, stavba ali pa cvetlični lonček, ali pa tudi ljudi. Zdaj recimo prostor, kjer medve sediva, ni tako čist nepomembno izbran oziroma naključno izbran, ker ravno na tem primeru hočem pokazati že teh, spet tu nastopajo elementi s tem, da so tukaj poimenovani po živalih. In sicer Feng Shui vedno uči, da sedimo, stojimo ali pa sadimo nekaj vedno tja, kjer ima to nekaj neki zaslon, neko zaščito. Da nikoli ne postavljamo stavbe, človeka ali pa rože, vrženega nekam v en prazen nič, ker to ne bi dobro delovalo nanj ravno zaradi enih divjih, podivjanih energij. Da bom lažje recimo uprizorila. Zelo fajn je, da sediva tukaj sediva. Jaz imam hrbet zaščiten z tem čudovitim krasnim grmom, zlati dež, in pa še naprej z to majhno stavbico, z stavbo bele barve. Isto, recimo vi ste naslonjeni, vaš hrbet gleda k vejevju oziroma k tem mogočnim, lepim, čudovitim vrbam. Hkrati pa obe gledava v prostor, ki se odpira, torej zelenica, ni pa pred nama zid, recimo, ali bi pa bil tu takoj en grm, kar bi bilo spet, bom rekla, moteče in pa kot neka vrsta blokade. In že to lahko gledalke in gledalci uporabijo doma tudi v svojem prostoru, na vrtu, na dvorišču, ko recimo postavijo, zdaj je čas, da postavljamo mize in stole zunaj, vrtne garniture, ki jih lahko glede na zasaditev, ki jo imajo, zdaj bolj primerno postavijo, če upoštevajo vaše nasvete. Ja, ker velja namreč to, da z vsakega konca neke postavitve prihajajo določene energije. Kot smo že takrat jeseni govorili, prihajajo iz vzhoda popolnoma druge energije, kot pa recimo iz zahoda. Vzhod recimo prinaša nekaj mladostnega, novega, rast, brst, nove ideje, vizije. Zahod pa recimo romantičnost. Dostikrat je tudi svetujemo oziroma namignemo, da je zelo fajn, kaj si želiš v življenje priklicati oziroma česa bi rad v življenju imel več. Ali je to mogoče več romantičnih trenutkov, mirnih večerov, prostega časa, potem boš svojo mizo, svoje sedeže usmerjal na zahodno stran, torej tja, odkoder ta energija prihaja. Ali ravno obratno na vzhod, ne? Ali pa ravno obratno, zlasti recimo, če gre za male otroke, ki imajo ogromno energijo oziroma bi se naj učili in rabili energijo za učenje, ali pa nekdo, ki je v poslovnem svetu in rabi delati intelektualno z idejami, z novimi nekimi vizijami, potem vedno svetujemo, da je to pogled usmerjen proti vzhodu in isto tudi miza. 5 elementov, ki smo jih obravnavali jeseni v hiši, v notranjosti, bi rada zdaj, kot sem že prej napovedala, obravnavala in razložila v okolici, torej v zunanjosti. Na kaj v zunanjosti teh 5 elementov vpliva? Ravno na potek energij, kako določene, bom rekla, energije iz različnih smeri umiriti in pa uskladiti. In to lahko naredimo s pravilno zasaditvijo? Recimo s pravilno zasaditvijo ali pa s pravilno, recimo, graditvijo, če gradimo. Zato ni vseeno, ali mi hišo, ki jo nameravamo sezidati, postavimo recimo na ravnino, zraven je pa hrib
In če bomo mi to hišo obrnili tako, da bodo vhodna vrata in pa okna obrnjena v ta hrib, to dejansko ne bo prineslo ne dobrobiti, ne zdravju, ne dobremu počutju, zato ker energija ne bo tekla tako, kot bi morala. Hišo postavljati na ravnini je zelo priporočljivo obrniti tako, da bo zadnja stran hiše obrnjena proti hribu. Torej, če je to hrib, hiša, vrata gledajo v nasprotno smer. Nek odprt prostor. Tako, v nek odprt prostor, ki daje neko širino. In če bom probala zdaj malo ponazoriti, si pomagam z rokami, pa malo z enimi asociacijami. Če imamo mi tu stavbo, je zelo priporočljivo, in če je ta stavba, recimo, da ima vrata na stran, ki gledajo proti vam, potem je izredno priporočljivo, da je od zadaj, tako kot pravi Feng Shui ali kitajska modrost, želva. To pomeni nekaj, kar je trdnega, stabilnega, varnega. To je lahko grič. Lahko je druga sosednja stavba, ki je enako visoka ali pa malo višja. Lahko je tudi mogočno, ne vem, grmičevje ali pa recimo gozd. Torej, to je zaščita, tako imenovana želva. Levo od stavbe je zelo priporočljivo, da se postavi oziroma išče tako imenovani element zelenega zmaja. To bi naj bil najvišji element in lahko bi bila zelena smreka, ki je zimzelena in zelo visoka. Na desni strani od stavbe je zelo priporočljivo, da je tako imenovan beli tiger nekaj, kar je nižjega od želve, hkrati pa še vedno zelo stabilno. Tudi to je lahko manjša stavba, lahko je nek grm, drevo, karkoli. Pred stavbo, kjer so pa vrata, je pa, kot sva že prej rekli, priporočljiva ta odprtost, širina, lahka dostopnost, torej čim lažje kroženje energije. Zelo priporočljivo in zelo fajn je tudi pred hišo ali v sprednjem delu, sploh če je to proti vzhodu gleda, postaviti kakšen element vode. Lahko je majhen ribnik ali ne vem, en vodomet imajo tudi mnogokrat ljudje, ali pa recimo kakšen mogoče bazenček. Z vodo, tako kot smo že jeseni povedali. Lahko veliko pripomoremo k boljši energiji. Veliko pripomoremo, hkrati pa tudi veliko slabega naredimo, če ne upoštevamo pravil oziroma če nismo zadosti previdni. Voda in pa steklo oziroma ogledala. To je vedno znova tisto, kar ljudi opozarjam in prosim, da naj bodo previdni oziroma... Lahko po eni strani oboje situacijo nekje reši, ali pa jo dodatno oteži. Oteži ali pa poslabša. Pravilno postavljeno. Točno. Ena stvar, ki je še recimo tudi pri takih spremembah, ki jih počnemo v svojem okolju, na vrtu, v domu, in tudi vedno znova poudarjam, je pa to bolje spremembe delati počasi in previdno, kot pa brezglavo, ihtavo, naenkrat in zelo dosti. Zato, ker či, ki jo vedno znova obravnavam in govorim, je aktualna, živa, vedno prisotna. S tem, ko pa mi neko stvar na hitro spremenimo, torej na hitro tudi spremenimo tok. Če je v boljšo smer, hvala Bogu. Če pa je recimo kaj takega, da na hitro blokira ali pa preusmeri energije, potem pa ni tisto, kar je priporočljivo oziroma ni tisto, kar bi bilo dobro. Tako da se je dobro informirati, ne? Tako, pa boljše res ali vprašati, ali ne vem, pobrskati po spletu, po knjigah, literaturi, res preveriti, pa počasi probati. Isto je z zasaditvami. Ja, da si zdaj na kratko predstavljamo tudi to, ko že imamo nek objekt v naravnem prostoru, torej vzemiva stanovanjsko hišo in želimo okrog nje neko zasaditev. Kako se lotiti tega, upoštevajoč Feng Shui? Ker je seveda Feng Shui tako zelo kompleksna znanost z enormno ogromnimi informacijami in potrebnimi znanji, medve tu ne moreva zdaj točno natančno dodelati in povedati tega, zato ker je tudi, bom rekla, 100 ljudi, 100 čudi, kar pomeni vsak dom, vsaka domačija, vsak vrt ima svoje specifike. Lahko pa pravim neke splošne zakonitosti omeniva oziroma poveva in najlažje morda tudi za gledalce je to, da se tudi v vrtu postavijo na sredino
Nekje približno si najdejo središčno točko vrta ali ene grede, če jo delajo, ali celotne parcele, ni pomembno. In potem, ko stojijo, ko so postavljeni na središču grede, vrta, dvorišča, naj postavijo oziroma si nekje najdejo smeri neba. Je pomembno, da se po njih orientiramo, tudi v tem primeru. Zelo pomembno, morda še toliko bolj kot pa v notranjosti hiše. Zato, ker na našo okolico, na naš vrt, na našo gredo, na našo rožico, seveda sonce, veter, voda, vpliva neposredno, neposredno, direktno in takoj. Ni tako kot v hiši, kjer nas pač zidovi in streha ščiti. Kako upoštevamo potem smeri neba? Tako. Torej, postavimo se na ta center, na središče te neke površine, ki jo želimo obdelati ali pa urediti. Si potem označimo, lahko si pomagamo s kompasom, kar je seveda zelo, zelo priporočljivo, da si najdemo lego oziroma smeri neba in si na samem vrtu ali na parceli ali na gredi, lahko tudi z apnom, lahko z nekimi vejami. Prav označimo. Označimo, evo, ta del je vzhod, ta del je zahod, sever in jug. Opozarjam pa, da pri Feng Shuiu niso bistvene 4 smeri neba, samo osnovne, ampak vseh 8, to pomeni še tudi vmesne. Severovzhod, jugovzhod, severozahod in pa jugozahod so torej isto merodajne in pa isto pomembne kot pa glavne smeri. In tako kot smo jeseni govorili za notranjost hiše in pa na primeru kuhinje takrat, bi zdaj isto za vrt, za gredo oziroma okolico povedala, od teh smeri neba je odvisno, kakšno rastlinje, kakšne oblike, kakšne barve, kam zasajevati, zato da bi lovili čim več te najboljše fine naravne energije, brez da bi jo ubijali in pa uničevali z ravno kontraefekti. In če gremo ponoviti, vzhod je recimo energija, ki smo ji rekli, da je to energija lesa. To pomeni vse, kar je visoko, ozko, vse, kar ima svetlo-zelene, svetlo-modre barve. In tu je prvo, kar mi recimo pade na idejo, lahko bambus. Bambusove veje, torej sama rastlina je tista, ki zelo asocira na energijo lesa. Torej, če mi bambus posadimo na vzhod te svoje parcele, dvorišča, hvala Bogu, s tem privabljamo še več te lesne, torej energije drevesa. Po drugi strani jug, naprimer, če vzamem jug, je energija sonca. To so šilaste, špičaste oblike, rdeče barve. Torej, iščemo rastline, ki ustrezajo torej tem značilnostim, naprimer vrtnica. Trn, kar je špic, barva, ki je lahko rdeča, je tisto, kar je za jug wow. Sem se spomnila ene prispodobe za recimo notranjo rastlino, ki je zelo jangovska, zelo ognjena, to je božična zvezda. Že sama oblika, spet šilasti tisti listi, pa hkrati taka živo, rdeča, močna rastlina. Tudi oblike palme, ki imajo šilasta drevesa, spadajo v bistvu na jug. Ne samo v naravi, ker mi vemo, da palma raste ob morju, tudi sicer, ampak tudi na dvorišču. Logično, da jo bomo postavljali tja in s tem res spodbujali energijo. Ne pa, da jo postavljamo na sever, recimo, ker itak vemo, da bo nesrečna samo palma, ampak tudi tisto kroženje čija, ki bo zelo žalostno in tmorno. Tako. Če imamo mi recimo vrt, ki je senčen, ki je na severni strani, logično, da ne bomo sadili rastlinic in pa rožic, ki rabijo sonce in ki same po sebi spadajo v to ognjeno energijo, ampak bomo sadili tisto, kar je res senčno, kar je energija vode, teme, vlage. To so bršljani, to so hoste, podobne stvari in na nek način niti ne rabimo posebnega znanja, če imamo mi v sebi ta občutek za naravo. Nekako nam že lastnosti rastlin same povedo. Tako. Rastline ne rabijo nobenega formalnega znanja za to, da vedo, kje uspevajo in kaj jim je prav in tisto si tudi iščejo. To je recimo glede postavitve. Morda spet, da grem na teh 5 živali, ki sva jih prej uporabljali in obravnavali za postavitev v prostoru.
če mi recimo na neki površini, na nekem dvorišču, čisto na novo delamo postavitev. Pa ne vem, kje bo cvetlična greda, pa ne vem, kje bo mogoče gugalnica, pa kje bo morda klop, pa miza za piknike ali pa kamin. Spet, isto, kar smo prej govorili. Upoštevamo smeri neba, ne? In če mi recimo želimo spodbuditi energijo juga, sonca, če želimo, da bo tam še več te sončne močne energije, bomo postavili kamin na južno stran. Če pa se nam zdi, da je tam že preveč vroče, preveč žge, preveč je vsega tega, potem raje postavimo ta kamin na vzhod, ki je drevo, ker sta si kompatibilna, en drugega rabita, ali pa mogoče na zahod. Tam pa je romantika, zemlja, mir, ampak ogenj spodbuja tisto, ne? Dostikrat v Feng Shuiu tudi recimo pravijo mojstri, da se tudi z tem elementom ognja ni zaigrati, ker ko nekdo pretirava in na južno stran hiše, na južno stran dvorišča postavlja kurišče, ognjišče, zunanjo kuhinjo, ne vem kaj, prav statistično so delali podatke oziroma pridobivali informacije, da je ogromno požarov se zgodi na takih parcelah oziroma hišah. Zdaj, človek, ki v to ne verjame, ki ni poučen, se mu seveda zdi to smešno oziroma nemogoče, ampak poznavalci, ki pa res čisto strukturirano, sistematično spremljajo stvari ali pa opazujejo, tudi se naprej lahko napove. Potem, glede, ko smo zdaj govorili o nekem dvorišču ali pa vrtu, ki ga na novo postavljamo, spet kličem na pomoč tistih 5 živali, ki sva jih uporabljali oziroma omenjali prej. In sicer, dajmo bodimo pozorni, tudi če postavljamo gugalnico za otroka, ne jo postaviti na eno prepišno, prosto področje, kjer ni ne sence, ne zaščite. Prvič, otrok se ne bo dobro počutil, tudi ne bo preživljal časa tam. Nobenega občutka varnosti. Nobenega občutka varnosti ne bo in še nekaj. Ko se mi nekje dobro ne počutimo, mi bežimo tam oziroma smo raztrešeni, nismo pri sebi, nismo v sebi umirjeni in noben si ne želi, da bi ravno otrok, ki bi naj bil na najbolj varnem področju, tam bil potem še bolj razvrvan oziroma nemiren. Dajmo postaviti recimo gugalnico pred kozolec, pred kako drvarnico, pred kakšno lušno, bujno grmičevje ali drevo. Zato, da bo ta otrok, da bodo tisti, ki bodo preživljali čas v tej igri za gugalnico, zaščiteni z hrbtom, hkrati pa poglejmo, da bo morda tudi na levi in desni tisto, kar mora biti, da je občutek, tak, Angleži bi rekli cozy, torej en tak varen, topel kot eno gnezdece, hkrati pa obvezno spredaj, da je prosto, praznina. Za tisto gibanje energije, za dober občutek, za pogled naprej. Verjamem, da se gledalkam in gledalcem odpirajo marsikatera vprašanja ob najinem pogovoru, ker ne moreva podati nekih enoznačnih in zelo enostavnih nasvetov, kako urediti svojo okolico po Feng Shuiu. Celotna filozofija Feng Shuia je namreč zelo kompleksna, ampak lahko se obrnejo kdaj tudi na vas s kakšnimi konkretnimi vprašanji. Seveda, ni noben problem, ali je to po mailu, ali po telefonu, ali tudi osebno, ker pravzaprav je tudi meni ali pa kateremu koli drugemu svetovalcu mnogo lažje, ko se sooči in sreča s popolnoma konkretno situacijo ali pa z nekim dejstvom in vprašanjem, ker potem tudi res konkretno znaš svetovati, povedati, namigniti ali pa recimo opozoriti pred to ali ono stvarjo, ki morda ni optimalna in ki bi jo odsvetoval. Hvala lepa, Sandra Habjanič, za ta pogovor. Najlepša hvala tudi vam. Center za krepitev zdravja deluje v okviru zdravstvenega doma Murska Sobota in v sklopu tega projekta izvajate, Janja Lebarič, tudi varno vadbo za nosečnice. Zdaj, že samo ime pove, komu je namenjena, pa vendar, kdaj lahko ženske v nosečnosti obiščajo vaš program? Varno vadbo nosečnosti lahko obiščajo kadarkoli, ko so noseče. Namenjena je vadba vsem nosečnicam, ki želijo pričeti strukturirano vadbo prvič v življenju in tudi tistim, ki so že redno telesno dejavne in želijo nadaljevati z varno in učinkovito vadbo. S kakšnimi cilji, s kakšnim namenom ste pripravili ta program varne vadbe za nosečnice?
Znano je, da je tudi v času nosečnosti zelo dobro, če smo aktivni. Če seveda ni kakšnih zdravstvenih ali pa drugih težav, ki so povezane z nosečnostjo. In sicer z razlogom, ker telesna dejavnost je koristna v vsakem primeru. Zelo dobro vpliva na samo telesno pripravljenost nosečnice, na manjše zaplete med samo nosečnostjo, potem tudi ne pride do tako povišane telesne mase med nosečnostjo. Sam porod je lažji, dokazano je tudi, da prinaša pozitivne koristi na samo zdravje ploda in rast ploda, tudi sprostitveno deluje in dobro vpliva na psihično počutje nosečnice. In cilj vadbe je, da vplivamo na boljši potek nosečnosti in preko matere tudi na zdravje ploda. Vi kot diplomirana fizioterapevtka gotovo lahko iz prve roke svetujete, poveste, kakšna so sploh priporočila, neka osnovna splošna priporočila za varno vadbo v nosečnosti. Nosečnice naj bi se gibale nizko intenzivno oziroma zmerno intenzivno vsaj 5 dni v tednu, pol ure na dan. Zmerna intenzivnost pomeni to, da nosečnica oziroma ženska diha skozi usta in ne skozi nos, vendar še se kljub temu lahko pogovarja. Zdaj, sam program vadbe pa mora slediti splošnim načelom telesne vadbe, vendar pa mora upoštevati fiziološke in pa anatomske spremembe, ki so značilne med samo nosečnostjo. Ter tudi zavedati se moramo, da namen vadbe je izboljšanje zdravja nosečnice in ploda in ne doseganje kakšnih vrhunskih rezultatov. Zdaj, sama vadba naj bi trajala nekje od 30 do 60 minut, vendar je ne smemo izvajati takoj po večjem obroku ali pa če je kakšno bolj mrzlo, vroče, vlažno ali pa v neustrezno zračenem prostoru. Vadbo nosečnica izvaja takrat, ko se počuti zdravo in ne kadar je prisotna kakšna bolezen ali pa povišana telesna temperatura. In seveda, če vadimo, je pomembno tudi, da je nosečnica primerno hidrirana in da ima ustrezno prehrano. Varna vadba za nosečnice, o kateri govoriva in se torej izvaja v okviru Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Murska Sobota, se izvaja brezplačno v prostorih Spartakusa v Murski Soboti. Morda še na kratko, kakšne termine, ob katerih dnevih in urah se vam lahko ženske pridružijo? Tako je. Varna vadba v nosečnosti brezplačno poteka tudi preko tega projekta in sicer v Spartakusu v Oranžni dvorani vsak ponedeljek in četrtek med 17. in 18. uro. Vodena pa je strani diplomiranega fizioterapevta in magistra kineziologije. Izpostaviva mogoče eno izmed vadb, enega izmed elementov, ki ga izvajate na tej varni vadbi za nosečnice. In zanima me še, ali so to takšne vaje, ki jih lahko potem ženske tudi doma same pravzaprav nekako izvajajo, ko se jih naučijo seveda pravilno izvajati. Tako je. Sama vadba poteka vsaj na začetku, je poudarek na pravilni drži, na pravilnem vzorcu dihanja, na vadbi mišic medeničnega dna, potem pa in tudi prehajanje med samimi položaji, pravilno prehajanje. Potem pa vadba je nekako sestavljena vedno iz 3 elementov oziroma iz 3 delov. To je uvodni del, kjer se ogrejemo, to je zelo pomembno. Potem glavni del, kjer izvajamo različne vaje, od aerobne vadbe do krepilnih vaj za večje mišične skupine in tudi samo vadbo za mišice medeničnega dna. In potem na koncu še sledi zadnji del, to je pa namenjen sproščanju in pa ohlajanju. Seveda pa te vadbo oziroma vaje, ki se jih naučijo na sami vadbi, lahko izvajajo potem tudi doma. Omenili ste večkrat mišice medeničnega dna. Zakaj je pomembno, da jih razvijamo in kako jih krepimo?
Tako, med najpomembnejše mišice v času nosečnosti spadajo mišice medeničnega dna. Te mišice v bistvu ležijo na dnu medenice in potekajo od spredaj, od sramnice in zadaj do trtice. In v bistvu podpirajo maternico in medenične organe. In močne mišice medeničnega dna so pomembne tudi zato, ker ni uhajanja urina, blata in tudi pri spolnem doživljanju tako ženske kot partnerja so pomembne. Zdaj, sama vadba mišic medeničnega dna med nosečnostjo nam v bistvu v podzavesti naredi neko zavedanje mišic medeničnega dna, torej mi se ne naučimo samo pravilno aktivirati mišic, ampak tudi pravilno sprostiti mišice medeničnega dna. In ravno to je pomembno med samim porodom, da zna ženska sprostiti mišice medeničnega dna, saj tako porod lažje poteka. Najlažje, kako si je predstavljati te vadbo mišic medeničnega dna, pa je, kot da bi hoteli zadržati uhajanje vetrov iz črevesja in hkrati zadržati tudi curek urina. Torej stisnemo celo področje okrog zadnjika, nožnice, sečnice in dvignemo in potem stisk zadržimo. To je pravilen stisk mišic medeničnega dna. Ob koncu pogovora čisto na kratko še, kateri drugi športi so še primerni za izvajanje v času nosečnosti? Drugi primerni športi so še hoja, tek, potem kolesarjenje, tukaj se bolj priporoča sobno kolo, potem tudi plavanje, aerobika, joga, pilates, potem tudi kakšen tenis ali igre z žogo so primerne, ampak jih je potrebno prilagoditi. Določeni športi pa se odsvetujejo, to so pa na primer kakšni kontaktni športi, pri katerih lahko pride do poškodb, ali pa pri športih, kjer je povečano tveganje za padce. In kateri so tisti znaki, ob katerih moramo nujno in takoj prekiniti vadbo? Če ima nosečnica kakršnekoli težave z bolečinami v trebuhu ali mečih, potem bolečino v hrbtenici, medeničnih sklepih, pri katerih opazi tudi težave s hojo, potem močen glavobol, kakšna vrtoglavica, bolečine v prsih, omotičnost, slabost, razbijanje srca, potem nenadno otekanje gležnjev ali otekanje plodovnice in tako naprej. Hvala lepa za vse te informacije in za pogovor. Hvala tudi vam. Presejanje za funkcijsko manj zmožnost je še eden od programov, ki se izvaja v okviru Centra za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Murska Sobota. Magister kineziologije Mitja Dišič, zakaj točno gre pri tem programu? Ja, gre za brezplačno delavnico, kjer poteka enkratno srečanje, v kateri se izvaja testiranje za funkcijsko manj zmožnost starejših ljudi od 65 let starosti naprej. Testiranje je sestavljeno iz kratkega vprašalnika in pa praktičnega testa, s katerim ugotavljamo mišično zmogljivost. Kako poteka ta praktični test? Pri praktičnem testu gre za vstajanje stola 30 sekund, torej testiranec vstaja 30 sekund stola in poskuša narediti čim več ponovitev pravilnih, ki se mu jih demonstrira. Namenjeno je torej starejšim od 65 let. Zakaj je pomembno, da se v tem starostnem obdobju recimo pridružijo takšnemu programu? To je pomembno zato, ker je znano, da s starostjo upada mišična moč in pa mišična masa, ki sta zelo pomembni in povezani z dejavnostjo in pa funkcionalnimi sposobnostmi, torej za vsakodnevno upravljanje dejavnosti v življenju. Ta program presejanje za funkcijsko manj zmožnost se torej izvaja v prostorih Zdravstvenega doma Murska Sobota. Kot ste omenili, je enkratna delavnica, ki se je udeležijo starejši od 65. leta starosti. Nekaj sva že povedala, kaj se na delavnici vse godi, kaj pa potem rezultati, ki jih ti testi prinesejo.
kam usmerite vaše udeležence? Na podlagi ocene se določi, ali je merjenec funkcijsko manj zmožen ali pa manj zmožnost ni prisotna, in če manj zmožnost ni prisotna, se mu svetuje, da nadaljuje s telesno aktivnostjo in pa telesno dejavnostjo, ki jo pač opravlja, in se ga povabi na ponovno testiranje že za 1 leto. V primeru, da je pa funkcijska manj zmožnost prisotna, ga pa napotimo naprej na testiranje telesne pripravljenosti za starejše, ki tudi poteka v zdravstvenem domu, in ga potem povabimo v poglobljene delavnice. Koliko je prisotno v našem prostoru zavedanje o funkcijski manj zmožnosti? Se starostniki oziroma ljudje v tem starostnem obdobju udeležujejo takšnih delavnic, takšnih programov? Se jim zdi to pomembno ali je vendarle še potrebno ljudi ozavestiti o tem? Mislim, da zavedanje o funkcijski manj zmožnosti je prisotno, ni pa še toliko prisotnega zavedanja, da se to lahko zaustavi, upočasni in da jim lahko s programi, kot jih izvajamo v Centru za krepitev zdravja, ljudem pomagamo. Torej, v nobenem trenutku življenja, v nobenem starostnem obdobju ni prepozno, da nekaj naredimo zase in za boljšo telesno aktivnost? Nikakor. In mislim, da tisti, ki so prisotni, občutijo pozitivne posledice, so veseli in se jim izboljša kvaliteta življenja. Z Mitjo sva že omenila test telesne pripravljenosti za odrasle in starejše, ki nam ga bo v nadaljevanju pogovora predstavil diplomirani fizioterapevt Marko Smodiš. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Zakaj gre pri tem testu in komu točno je namenjen? Ja, test telesne pripravljenosti za odrasle in starejše osebe je nova oblika kratke delavnice, ki je nastala v okviru projekta Skupaj za zdravje. Nastala je tudi s pomočjo članov delovne skupine za samooskrbo funkcijske manj zmožnosti in tudi na pobudo izvajalcev iz prakse, kateri so predvsem izpostavili ugotavljanje potreb starejše populacije po Sloveniji. Je torej nekako splošno dejstvo, da je telesna pripravljenost odraslih in starejših zmanjšana in je potrebno na tem nekaj narediti, jo je potrebno graditi, nadgraditi? Ja, seveda, da je nekaj na tem, ne. Z leti postanemo starejši, potem tudi manj se gibljejo, veliki faktor je tudi pomanjkanje časa, služba, družina. Kako izgleda potem ta test, na katerega pridejo odrasli in starejši? Ja, imamo 2 različni skupini testov. Prvi je skupina testov testiranja telesne pripravljenosti za odrasle osebe, drugi je pa skupina testov testiranja telesne pripravljenosti za starejše osebe. Skupina testov testiranja telesne pripravljenosti za odrasle osebe je namenjen osebam starih od 18 do 65 let, za starejše pa osebam 65 let in več. Pri testiranju telesne pripravljenosti za odrasle osebe vključuje test 11 specifičnih testov, za starejše pa 8 specifičnih testov. Čisto morda kratek pregled, kakšni so ti testi, da se preveč ne prestrašijo naše gledalke in gledalci, ne? Ni najbrž tako naporno, da bi jih moralo biti strah se priključiti vaši delavnici. Seveda, da ni naporno. V bistvu izvajajo se testi za agilnost, za aerobno vzdržljivost, za gibljivost v ledvenem predelu, za gibljivost v ramenskem obroču
nekako skozi celotno pregled celotnega telesa in gibljivosti najbrž. Kaj potem naredite, ko dobite rezultate neke za posameznika? Jim svetujete, kako naprej, kaj početi, na koga se obrniti, če seveda rezultati niso najbolj briljantni? Tako, na podlagi rezultatov jim lahko svetujemo, kako ohranjati svojo telesno pripravljenost s pomočjo ustrezne telesne dejavnosti za krepitev zdravja in pa tudi v bistvu jim nudimo en individualni pogovor oziroma razgovor, kjer lahko njim točno svetujemo, kaj bi bilo dobro izboljšati in kje so oni slabši. Test telesne pripravljenosti za odrasle in starejše, torej pomembno poudariti ni samo za starejše nad 65 let, ampak od 18 let naprej se lahko pridružijo temu testiranju, tej delavnici, ki je nekako enkratnega značaja, poteka v sklopu Centra za krepitev zdravja pod okriljem Zdravstvenega doma Murska Sobota. Kje točno in kdaj se vam lahko pridružijo udeleženci? Ja, ti testi se izvajajo v dvorani v Spartakusu. Udeležijo se lahko tako, da nas pokličejo na telefonsko številko ali po mailu. Tukaj bi predvsem izpostavil to, da je lepo, če se predhodno najavijo, da je nam potem lažje splanirati. Zaradi lažje organizacije in se potem lahko tudi posameznikov bolj posvetite, verjetno. Tako je. Najlepša hvala za vse te informacije. Test telesne pripravljenosti za odrasle in starejše je seveda tudi brezplačen, tako da so vsi dobrodošli. Tako je. Vljudno vabljeni. Pred nekaj dnevi smo urine kazalce pomaknili iz zimskega na poletni čas. Polonca Fiala Novak, magistra farmacije. Kako lahko to vpliva na nas in predvsem zakaj? Res je, pomikanje urnih kazalcev je vedno takšna zanimiva tema, ko se odpre, se pravzaprav debata razvija, nekateri so za, nekateri so proti, spet drugi imajo rajši tisti zimski čas, lenobni čas, drugi so veseli, da smo sedaj uro pomaknili naprej. Kakorkoli že, ne moremo nič, prvi so nekako predstavljali uro Francozi, mi smo se dokaj hitro potem nekje v 70 letih temu prilagodili v Sloveniji. Pravi, da dolgo več tako ne bo, da bomo nekako uro nekje ustavili oziroma ne bomo več premikali urnih kazalcev, vendar zaenkrat je tako. Čemu je bilo to potrebno, zagotovo vsi vemo, da je tukaj bila želja ali pa težnja, da prihranjamo energijo, baje pa, da zdaj, ko delajo statistiko oziroma to hočejo ovrednotiti, pravzaprav vidijo, da prihranek energije ni bil tolikšen, kot smo si nekako nadejali ali pa pričakovali. Tudi življenje vendarle danes teče povsem drugače, ne? Tako. Je pa nekako povezano s počutjem ljudi. Res je. Življenje danes je nekoč pravzaprav težko primerjamo, nekoč je bila morda tema nekje 10 ur, od tega so 3 ure dejansko bili komaj budni v temi, danes pa vemo, da so službe in pravzaprav pogoji, tudi dela na vse zadnje tako omogočajo, da lahko delamo pravzaprav nemoteno, da lahko potujemo nemoteno in tukaj pravzaprav, kot pravite, je odgovor na to, da konec koncev prihranka ni toliko. Če se sedaj nazaj vrneva na tisto, kar nas najbolj zanima, na vse zadnje smo v lekarni, kako to premikanje pravzaprav vpliva na naše zdravje. In zakaj ne? Včasih kdo pojamra, potoži, da ga je to nekako zmedlo, njegov življenjski ritem, pa se marsikdo potem zmrduje ali negoduje nad tem. Ampak ima popolno prav. To vpliva na nas. Na vse zadnje vemo, ko mi zmotimo nek biološki ritem, vsi smo nekako osredotočeni na to, da naši organizmi nekako nihajo v nekem biološkem ritmu, nekako jih delimo na notranje in zunanje. Notranje
organi vemo, da so predvsem telesna temperatura, stanja te budnosti in spanja. Zunanji dražljaji pa vemo, je temperatura, vemo, da je, kot pravimo, svetloba in tako naprej. To se pravi, z tem premikanjem vplivamo na naš biološki ritem. In biološki ritem, ko ga pravzaprav zmotimo, pade v organizem v neko fazo utrujenosti, izčrpanosti, moramo se pravzaprav prilagoditi temu biološkemu ritmu na novo vzpostavljenemu. In tukaj je pravzaprav vzrok temu, zakaj sploh tiste prve 3 dni, recimo rečemo, se počutimo dokaj slabo napram običajnemu življenju. Zdaj, če rečeva, da to ni iz trte izvito, zagotovo lahko poveževa tudi s tem, da te biološke ritme se nekako v medicini in farmaciji precej raziskuje, jih imamo kar nekako že vpete navsezadnje v vsakodnevno delo. Namreč ti ritmi in dejansko vpliv na samo zdravljenje, na naše metabolne procese lepo nekako opisujemo v kronomedicini in bom rekla tudi v kronofarmaciji. To se pravi, vpliv, kako neki čas, neki biološki ritem vpliva na to, kdaj bomo zaužili zdravilo, kako bo to vplivalo na metabolizem, na vsezadnje, kako bomo to presnovili, torej kot pravim, in na vsezadnje na to, ali se počutimo v neki fazi morda boljše, v nekateri fazi dneva pač slabše. To se pravi, to je ta kronomedicina, kronofarmacija, ki ni iz trte izvita. In če se sedaj nekako spet osredotočiva nazaj na to pomikanje urnih kazalcev, pomaknili smo naprej, torej v poletni čas. Tukaj pravzaprav je čas, ki bi naj nekako manj ustrezal nam kot tisti zimski čas in tudi nekako beležijo več težav, kar se tiče srčno-žilnih obolenj. Statistika je pokazala, da par dni, recimo govorimo nekje 2-3 dni po tem premikanju urnih kazalcev, je opazno več srčnih infarktov. Kot pravim, ravno v tem času, ko pomikamo ure naprej. Pridemo iz nekega ritma, ne? Tako. Kako si lahko pomagamo pri tem? Kaj lahko storite vi ali kaj nam lahko svetujete vi v pomurskih lekarnah, da potem pridemo nazaj v neke ustaljene tire? Tukaj bo izjemno težko, namreč na ta naš biološki ritem nimamo toliko vpliva kot na kakšne druge procese na vsezadnje, to vsi vemo. Res pa je, da nekoliko ljudje, ki smo nekako ujeti v nek tempo življenja, govorim predvsem o ljudeh, ki so v službah, ki imajo neke obveznosti, ta bioritem moteči veliko bolj občutijo kot morda starejši ljudje, ki so morda upokojeni in lahko čas nekoliko prilagodijo temu. Tisti bodo te spremembe veliko manj zaznali. Kot pravim, v aktivni fazi življenja pa dokaj občutimo. Predvsem, rekli sva, tista nespečnost, nezbranost. Včasih rečemo, ljudje so nekako nezbrani na cesti. Lahko je ravno to posledica tudi tega vpliva na naš bioritem. Pogosto govorimo o nekih težavah v koncentraciji in zagotovo tudi tukaj lahko iščemo ta vzrok. Res pa je, da na koncu moramo poudariti, da tisto vso slabo voljo, vso nestrpnost, ki jo ponavadi ljudje na vsakem koraku, vse tu in tam doživimo, ne smemo pripisovati vedno in povsod samo recimo biološkim ritmom ali pa premikanju urnih kazalcev, ampak letos rečemo, to ne sme biti izgovor, bodimo bolj strpni, bodimo veliko prijaznejši, ne samo zdaj, ko bomo ure premikali sem in tja, ampak dejansko skozi celotno leto, kajti tudi to je dobrodošlo za naše počutje, za počutje vseh, ki nas obdajajo, ne glede na naše cirkadialne oziroma biološke ritme. Omenili ste nespečnost, to je ena od tematik, ki se jih bomo lotili v naslednji oddaji. Za danes pa hvala. Hvala lepa tudi vam. Takole, drage gledalke in gledalci, prispeli smo do konca še ene oddaje Vita življenje je lepo. Upam, da ste v današnji zasledili kakšen pomemben, koristen napotek, nasvet, ki lahko v skladu s pomladjo tudi v vas prebudi pozitivna čustva, veliko pozitivne energije in optimizma. Spremljajte nas na naši Facebook strani Vita življenje je lepo in na naši spletni strani vitazivljenje.si. Srečno, do prihodnjič! Želim
Želim si, da bi sedel na dolgem sestanku. Želim si, da bi sestavljal garderobno omaro. Želim si, da bi bil pri zobozdravniku. Če verjameš. Izjemne cene Fordovih SUV vozil iz zaloge. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 23 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 2 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 18 let prvi v Pomurju. Sobota Info.